Pozdravljeni. Za kar nekajdnevno zamudo smo lahko na progi v Barceloni videli prvo mojstrovino Adriana Neweyja pri ekipi Aston Martin. Poglejmo si skupaj, kako izgleda AMR 26. Moja prva misel, ko sem zagledal fotografije bolida AMR 26, je bila, da ne strmim v navaden bolid Formule 1, temveč v umetniško delo. Bolj kot na proge svetovnega prvenstva Formule 1 sodi v kakšno galerijo ali muzej. Adrian Newey ni razočaral. Njegov prvi bolid za Aston Martin je vsaj na pogled nekaj posebnega. Nažalost, to, da je bolid zanimiv na pogled, še ne pomeni, da bo hiter in da bo uspešen. Potrebno je še mnogo več. In kot bomo videli, tudi sam imam na določenih točkah svoja vprašanja, svoje dvome, ki bi bilo lepo, da bi jih pri Aston Martinu rešili sebi v prid. Ampak danes si bomo ogledali, kaj lahko porečemo o tem novem bolidu za Aston Martin, ki je na progo prišel sorazmeroma pozno. Namreč komaj na večer predzadnjega dne shakedowna smo ga lahko videli in pravzaprav na teh skopih fotografijah prepoznali ogromno podrobnosti, ki nas v določenih delih spominjajo tudi na preteklost, ampak ki kažejo na res izjemno veliko inovativnost. Začeli bomo kot ponavadi na prednjem delu in se počasi pomikali proti zadku. In prav na vsaki postaji bomo videli, da je Adrian Newey napravil svojo ekipo nekaj posebnega. Začeli bomo kot običajno pri nosnem konusu, ki je dokaj čokat. Lahko bi dejali, da podobno širok kot tisti, ki smo ga zapazili pri Mercedesu 2V17. Bolid, ki smo ga najprej uzrli na progi v Barceloni, je še dokaj nedodelan, ampak meni osebno se zdi, da so pri Aston Martinu izbrali prej krivulje pri oblikovanju tega dela kot ravne črte. A videli bomo v nadaljevanju, ko bo bolid pobarvan oziroma polepljen, če se bo ta občutek spremenil. A verjetno tista točka, ki je najbolj zanimiva na tem prednjem delu, je konica nosnega konusa. Vidimo lahko, kako odebeljena je na spodnjem delu. Enostavno, kot da bi pod samo konico nekako privarili neko velikansko žlico, v kateri se verjetno nahaja tudi mehanizem za dvig in spust možnih aerodinamičnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak vidim, da pravzaprav pri Aston Martinu so se morda zgledovali po Mercedesu 2V10, ki je imel spredaj nekaj podobnega, sicer ne tako ekstremnega kot tisto, kar vidimo pri AMR 26. In moramo biti natančni, namreč Aston Martin ni edini bolid, ki smo ga videli letos z podobno rešitvijo. Če pogledamo Audi R26, bomo na istem delu morda zapazili nekaj podobnega, čeprav ne tako ekstremnega. Ampak verjamem, da James Kay in Adrian Newey sta lahko bila isti misli. Kar se tiče
prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, je treba povedati, da je pravzaprav že na prvi pogled izdelek tukaj nedodelan. Ne samo po oblikah, temveč tudi po stanju, v katerem so različne komponente pripeljali sem na progo. Ne vidimo samo grobih ogljikovih vlaken, temveč tudi ta so na grobo obdelana in jasno je, bili so v zamudi. Tudi končne plošče niso sofisticirane, manjka nam tisti horizontalni element in še bi lahko naštel. Verjamem, v nadaljevanju bomo zagotovo videli napredek tudi na tem področju. A treba je tu seveda poudariti nekaj. Vidimo lahko, da zaradi zanimive oblike same konice nosnega konusa imamo dva izjemno kratka nosilca prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. In tu lahko špekuliramo o višini samega nosnega konusa, ampak menim, da kljub vsemu spada v tisto kategorijo bolidov z nekoliko nižjim prednjim delom. In seveda videli bomo v nadaljevanju, ali imam prav ali ne. Sedaj, če naš pogled malce dvignemo navzgor in se ozremo najprej v šasijo, prav na tistem mestu, kjer je vpeta prednja prema. Mogoče se motim, ampak meni se zdi, da je razločno videti neke vrste prelom. In to je karakteristika, ki je bila znana na bolidih iz predprejšnje generacije, torej tistih, ki smo jih videli na progah do leta 2021. Kot bomo videli v nadaljevanju, Adrian Newey nima nič proti recikliranju starih idej. In tu seveda vidimo, da je geometrija prednje preme v šrot, kar je stalnica pri večini ekip in posebej tistih malce bolj obetajočih. Ampak pri Aston Martinu so zopet pokazali nekaj ekstremnih rešitev. Tu bi lahko dejali, da vidimo, kako je tisti horizontalni blažilni element vpet skrajno zgoraj. Namreč vsaj meni zopet izgleda, kot da na tistem mestu vidimo neke vrste izdolbino na sami šasiji. Morda se motim. A po drugi strani, če se ozremo na tisto zadnjo vpetno točko zgornjega trikotnika, bomo morda videli, da je tudi ta izjemno nizka. Na primer, podobno kot pri McLarenu. Ampak tu lahko težko razsodimo, kajti spodnji trikotnik pri prednji premi Aston Martina AMR 26 je postavljen nekoliko višje kot oni pri McLarenu. Ampak vseeno gre za, po mojem mnenju, ekstremno rešitev. Seveda sedaj se bomo pomaknili še malce bolj nazaj in si bomo najprej ogledali zgornjo hladilno režo. Tu bi lahko dejali, da je izjemno enostavna, majhna, trikotne oblike z dvema značilnima profiloma, podobnima rogovom. In marsikdo se bo sedaj lahko spomnil, na primer Ferrarija iz sezone 2022-2023, kjer je bil Enrico Cardile glavni odgovorni. In Enrico Cardile je danes pri Aston Martin. Je mogoče Adrian Newey njemu zaupal to rešitev? Namreč zadnje delo Adriana Neweya, ki je imelo podobno rešitev, je bil McLaren MP4 pomišljaj 20, ampak govorimo o 10 letih nazaj.
A verjamem, da Enrico Cardile je s svojimi idejami morda vplival na ta del, kjer bomo videli, da je v zadku ustvaril izjemno zanimivo rešitev. A verjetno najbolj zanimiv del celotnega bolida AMR 26 sta bočni vstopni reži. Izjemno majhni, ampak če ju pogledamo od strani, izgleda na prvi pogled, kot da bi bili usmerjeni pod kotom 45 stopinj navzgor. V resnici ni res. Reži sta lepo usmerjeni v tisto smer vožnje, ampak imata značilno podaljšano ustnico na spodnjem delu oziroma tisti spodnji rob, kar nas zopet spominja na nekaj, kar smo že na Red Bull RB18, seveda stvaritev samega Adriana Neweyja. Tu moram izraziti nek dvom. Namreč, govorili smo o tem, da na zgornji reži v bistvu nimamo nobenih tistih dodanih ličnic in da imamo izjemno majhni reži tam na levem in desnem boku. Torej, pogonski sklop Honda mora rabiti izjemno majhne hladilnike, majhne izmenjevalce toplote. Če zadevo primerjamo na primer z bolidom ekipe Racing Bulls v Carb Niche 3, nam je tako jasno, da pravzaprav pri Aston Martinu so na tem delu izjemno ekstremno se lotili rešitev. Videli bomo, kako se bo stvar obnesla in upam, da se pri pogonskih sklopih Honda bo ponovila na primer sezona 2015. Namreč, kljub ekstremnim rešitvam je zanesljivost ena izmed zaželenih lastnosti bolida Formule 1. Ampak, sedaj, ko smo na hitro obdelali samo režo, je prav, da razumemo tudi funkcijo izjemno majhne in tanke bočne strukture. Če ogledamo zadevo s strani, bomo takoj ugotovili, da ima ta minimalna bočna struktura obliko aerodinamičnega profila, ker imamo zgornji del, ki pada navzdol praktično ravno, spodnji del pa nekako podaljša svojo. In prav sedaj lahko razumemo tisto funkcijo podaljšanega roba, ki lepo razdvoji tisti zračni tok na zgornjo in spodnjo polovico brez vrtinčenja. Nato na zgornjem delu vidimo, da ta lepo pade po sami strukturi navzdol, na spodnjem delu pa seveda, ker ima daljšo pot, skladno z Bernoullijevo enačbo, ustvari aerodinamični oprijem. In tu se seveda lahko začnemo spraševati, kako ekstremno si je zamislil Adrian Newey zadevo. Namreč pri mnogih drugih ekipah smo videli čisto različne ideje, čisto drugačne koncepte. Na primer, poglejte si analizo Red Bulla RB22. Ampak ni še konec. Namreč zaradi tega, ker je bočna struktura tam zgoraj izjemno nizka in praktično minimalna, imamo pri Aston Martinu AMR 26 večino dna odkritega, kar tudi pripomore k čistejšemu zračnemu toku v tistem spodnjem delu. A ni še konec. Poglejte sedaj za trenutek pokrov pogonskega sklopa. Opazili ste velikansko režo. Zakaj gre? Gre za tisti del, ki smo ga pri ostalih ekipah mnogokrat že imenovali. Namreč gre za izjemno kratko bazuko.
če običajno ta del sega prav tja do menjalnika, se tu pri Aston Martinu ustavi nekje na sredini. In seveda, če k temu dodamo izjemno majhen del, ki ga zavzema tisti sorazmeroma ozki zgornji vstopnik, vidimo, da ima bolid ogromno hrbtno plavut. In lahko bi dejali, da po svoje so pri Aston Martinu sledili tisti ideji, ki smo jo že videli pri Mercedesu dvojni V17. Namreč ogromno elementov je postavljeno proti prednjemu delu, proti vozniški kabini. Na zadnjem delu je vse ozko in postavljeno tja proti sredini. Ampak Adrian Newey je znan po tem, da je dobesedno ekstremen. Mnogokrat zadnji premiji nismo posvetili preveč pozornosti, a tokrat jo moramo. Namreč poglejte, kje je vpeta zadnja točka zgornjega trikotnika zadnje premije. Namreč ni vpeta na menjalnik, temveč je vpeta na nosilec zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Zopet ideja, ki smo jo že videli prav pri Red Bullu, samo da je bil tokrat RB19 in omogoča, da so pri Aston Martinu napravili izjemno majhen, ozek menjalnik. Seveda pri Aston Martinu letos prvič izdelujejo to komponento in kot sem že napovedal, Adrian Newey je priložnost izkoristil. Videli ste, da na tem bolidu je praktično na vsakem delu nekaj novega, nekaj ekstremnega, nekaj, kar smo mogoče že videli, ampak prihaja nazaj v čisto novi podobi. Meni izgleda fantastično. Morda marsikomu izmed vas ne bo všeč. A kot sem že dejal, to še ne pomeni, da bo bolid uspešen. Videli smo že prvi dan določene težavice, ampak to je nekaj normalnega. Zapomnimo si nekaj. Namreč hiter bolid lažje postane zanesljiv kot zanesljiv bolid hiter. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Namreč tudi ta zadnja prema s tem zanimivim vpetjem zna biti vir določenih težav. Namreč nosilec bo moral vzdržati silo zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja in seveda tudi preme. Poleg tistih dvomov, ki sem jih izrazil samim hlajenjem. A videli bomo, AMR 26 je zagotovo bolid, ki je vreden občudovanja. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.